našo Mirjam Dular. Mirjam ni samo pesnica, ampak je znanstvenica, namreč po doktoratu iz fizike zaposlena v naravovarstvu, astronomka in napisala eno tako monografijo s poetičnim naslovom Nebo premazano z zvezdami. Več kot 100 odgovorov o vesolju in astronomiji, skoraj sem rekla astrologiji. Tudi prevedla si eno uspešnico, kratka zgodovina skoraj vsega, ampak to pišeš že v napovedniku. Pišeš tudi kratko prozo, o tem bova tudi potem kasneje več rekli. Izšel je tvoj prvenec Milina pogovora leta 2018 in danes predstavljamo tvoj pesniški prvenec, ki je hkrati tudi prva knjiga fotoverzov, in to so stikanja, ki jih imate tudi v našem napovedniku. Mirjam, lepo pozdravljena. Kako se počutiš na petek 13. po vseh teh tehničnih zapletih, ki smo jih imeli, preden smo se začeli pogovarjati? Ja, dober večer tebi, Ana, in vsem ostalim. Hvala najprej, Ana, za povabilo za predstavitev pesniške zbirke. Ja, petek 13. me načeloma nič kaj posebej ne vznemirja, ker se mi zdi, da je to dan takšen, kot pa je, številke smo se tako zmislili in z njimi označili dneve, tako da ne vidim v tem kakšnega globega simboličnega pomena, je pa veliko domislic vedno na petke 13. Ja, malo smo imeli teh tehničnih težav vsi skupaj, ampak zdaj smo tu. Super, hvala, Mirjam. Jaz bi kar te povabila, da začneš, tako kot ponavadi začnemo na video virtualnih večerih, z eno pesmijo za uvod. Ja, to je pesem z naslovom Dolgi šahi. Pa bomo fotografijo uspeli dati zraven? Upam, da bo Gregor našel fotografijo dolgih šahov. Drugače. Bom jaz kar začela. Torej, dolgi šahi. Dolga je črta od bele do črne figure, dolga kot Maršalov seznam, kot atomska kataklizma, kot odraščanje kameleona. Dolga je partija šaha, kot je dolga pot po meandrskem vodotoku udomačitve želja. Tako izgledata dolgi šah v knjigi, v stikanjih. No, dolga je pot, praviš, ampak se mi zdi, dolge poti ponavadi so tiste, ki jih potem na koncu opazimo. Kako dolga pa je recimo pot do fotoverza in kaj sploh je to fotoverz? Ja, fotoverz je, jaz pravim, umetniška, multimedijska umetniška oblika. Nastal je pravzaprav po naključju, tako kot večina takšnih stvari nastane po naključju. In sicer sem pesmi nekako pisala že od še kar ranega otroštva, neke otroške pesmi z rimami. Zdaj, meni je izginila slika, ne vem, ali je tudi vam ostalim? Mi imamo sliko, mi te dobro vidimo. Aha, no, meni je pa izginila slika. To mi pa ni jasno, zakaj in kako. Samo malo. Ja, evo, sem nazaj. Torej, pisala sem neke otroške verze že v zelo mladih letih, potem v mladostniškem obdobju so prišli v te rimani verzi v pesmi, ki niso bile rimane. Nekako moj največji vzornik je bil Šalamon, tudi en od najpriljubljenejših pesnikov še vedno. In v resnici sem tudi takrat nekako sama natisnila par izvodov ene čist, bom rekla zdaj, nulte pesniške zbirke, na katero sem se zadnjič slučajno spomnila, in je nekje, naslov ima Takšne drobne barve meglica. No, potem so me pač pota življenja zanesla drugam, poezije nisem več pisala, vedno sem jo brala, nekako brez nje nikoli nisem mogla živeti. No, zdaj v tem
v teh zadnjih letih, ko imam mogoče malo več časa, tudi ker so otroci veliki, sem se pa vrnila k literaturi v vseh pogledih precej bolj in na drugi strani, če grem pa zdaj še k fotografiji, sem pa tudi fotografirala vedno zelo rada, vendar me nikoli niso zanimali tehnični vidiki fotografije, ampak samo motivi, prizori, nekaj takega izjemnega zabeležiti, pač grafično. No, in odkar imamo... Ja, super. In kako pišeš to pesmi? A je najprej pogled na neko stvar, ki te navduši, potem fotografija, potem iskanje nekega notranjega odzvena, pa potem napišeš pesem, ali je to kaj čisto drugače? Kakšna je pot do fotoverza? Ja, s temi fotografijami, odkar imamo telefone, nekako človek nima kam, jaz imam pa ves čas imela potrebo, da moram slikati določene prizore, ki se mi ponudijo, ki mi hočejo nekaj povedati. No, in tako se je zgodilo, predvsem, da je dobri 2 leti nazaj, ko sem slikala ene sončnice in sem morala zelo iskati pozicijo, ker kakorkoli sem se postavila, če sem hotela sončnico v direktno dobiti, on fas sem gledala v sonce in s kamero, se pravi telefonom tudi gledala v sonce, te slike ponovadi niso najboljše. In me je zelo presenetilo, kako se sončnice, se je bilo vedno rečeno, da se obračajo za soncem, zakaj pa ne gleda v sonce, in potem sem to fotografijo objavila na Facebooku in sem zraven pripisala, da ne gleda v sonce, sledilo nekaj komentarjev biologov in pesnikov in tako sem bila v bistvu sprovocirana in sem nekako spisala par verzov in sem rekla, vse to je pa pesem. In potem sem to dala skupaj, torej naslov, fotografijo pa verze sem zložila v tem zaporedju in sem ugotovila, da to pa čisto lepo zgleda in mi je prišel na misel izraz fotoverz, potem sem posrčala po netu, videla, da tega še ni, edini hrvaški natečaj je bil, ko so iskali fotografijo k obstoječi pesmi in potem sem ta izraz definirala kot slovarski pojem, tudi na Frana sem sporočila, da imam predlog za novo besedo, verjetno poznate to, da je možno sporočiti nove besede, nisem sicer še dobila odziva in tako je pač nastal fotoverz. Tako da to ni to niti ilustracija k pesmi, niti ni pesem napisana k fotografiji, ampak je kombinacija vsega. Se pravi, prizor hoče nekaj povedati. Včasih se zgodi tudi obratno, da se mi dobi neko idejo za neko pesem in potem se nekako včasih spomnim kakšne fotografije, ki bi mogoče ustrezala, ali pa potem počakam, da posnamem nek posnetek, ki gre zraven. Tako da to je en tak kompozitni konglomerat. Zanimivo, zelo zanimivo. Se pravi, da sploh ne obstaja tako neka taka pot, ki bi bila, ne vem, najprej fotografija, potem pesem, ampak lahko najdeš neko fotografijo iz prejšnjih let, se te nekako ne vem, ti narekuje neko notranjo vsebino in to je dejansko res se vidi pri teh fotoverzih, da če jih gledaš v kombinaciji, ti dajo veliko več občutja oziroma nekako se dopolnijo. No, o tem boste potem največ povedali še urednici, ampak zdaj bi pa jaz tebe pač povabila, da prebereš. Mene je zelo tale slikca, upam, da nam jo bo tudi Gregor lahko predvajal. Vidite, da je to Cankar, a ne? In prav poseben Cankar z masko. To je v teh COVID časih. Si ga našla na Vrhniki ali kje? Ja, na Vrhniki, slučajno smo se peljali skozi Vrhniko v začetku maja. Zdaj ga vidimo. Zdaj vidimo to fotografijo. In seveda se je bilo treba ustaviti, jaz sem šla to slikati in mi je že takoj mi je nekako prihajala ideja pesmi na misel. Ja, pesem gre pa takole. Pisatelju. Masko, krizantemo in svečo so mu namenili. Saj ve, kako težko je biti tiho, ko se narodu jemlje blagor. Naj ve, da je nagelj izgubil simbolnost, da so plastični neumvendljivi cvetovi, narejeni iz nafte, še preden je njena cena padla pod nič, kajti kolikor je preveč prisvojenih virov, toliko več je zakrknjenih src. Saj ve, da sonce ogreje kamen, ena sveča pa ne. Je vedel Felix Vran, da se zgodovina ponavlja? Da bodo na odrih zmeraj isti liki, hlapec, idealist, Franska, Gruden, zlodej, Jerman, Dacar, županja,
isti napuh, iste intrige, seveda je. Hvala, Mirjam. Potem pa sem nekako jaz, ko sem brala to tvoje stikanje, ne, se mi je že zdelo tako imeniten sam naslov, ne, ker noter najdeš en kup enih koščkov drugih besed, recimo najdeš stik, najdeš tikanja, najdeš kanja ali pa kan. Skratka, in tudi v tvoji pesmi ali pa v tvoji sliki en delček se zdi, kot da je povezan s to fotografijo, potem pa drugi delček je pa skrit v pesmi. In ko oboje skupaj zagledaš, tako na eni strani, zdi se mi tudi zelo fajn narejeno, ker je sosednja stran prazna, a ne? Tako. Skratka, na desnih straneh je fotografija s pesmijo, na levi pa ni ničesar, in to se mi zdi zelo, zelo dobro in premišljeno narejeno, kajti da ni nobenih več drugih informacij, ker že te dve, tako fotografija kot pesem, nosita eno tako zanimivo povezanost, ki jo moraš v bistvu šele odkriti, najti. No, pa bi te prosila, ko smo ravno pri Cankarju in gledališču, jaz sem potem nekako me je tudi prevzel tale 2020 in naprej, se mi je zdela tako malo povezana ta pesem s tisto prejšnjo, čeprav morda se samo motim, morda je to samo moj bralski tisti občutek. Ja, morda po nekem, ravno občutju, ne, drugače nisem nikoli na to pomislila, da bi ti dve pesmi bili povezani. Je pa res, da sem se zmotila, ne, nista nastali v istem mesecu, tista Cankarjeva je v maju, kot rečeno, ta je pa v januarju nastala kot v bistvu neposreden odziv, potem, ko sem v Cankarjevem domu gledala to predstavo z naslovom 2020 in naprej. Tako da, ja, to fotografijo sem posnela na sami predstavi in sicer so na koncu rekli, ko v nasprotju z drugimi predstavami, ko se načeloma ne sme slikati, ampak so prav vabili slikajte. To je bila zelo taka interaktivna predstava, tudi gledalce so vabili na oder in jih zimprovizirali v samo igro. Gre pa za igro, ki je nastala ob branju Hararija, tega znanega izraelskega pisca poljudnoznanstvenih del, pa razmišljam o prihodnosti in o današnjem svetu. Torej, 2020 in naprej. Prihodnost je folija zlatega lista, na katerem delci alfa razkrivajo gola jedra Boga. Prihodnost je ženskega spola, topla do samovžiga, inkluzivna, komična in precizna kot štoparski vodnik po galaksiji, dolga in eksemplarična kot Life of Brian, interaktivna, inspicientalna, zabrisane vodoločnice med igralci in gledalci, med misleci in talci, med komercialci in genialci. Fotografirajte, vsi fotografirajte, prihodnost zdaj. Prerok Harari d.o.o. Zanimivo. Ja, zdaj, ko si nam povedala še ta uvod, si kar mogoče smo malo lažje dobili stik med to pesmijo in fotografijo. Ampak meni je tudi všeč to, da v bistvu vsak, ki to prebere, nekako mora najti, je zelo taka tudi interaktivna, da mora vsak izbrskati znotraj sebe ene svoje izkušnje ali pa, ne vem, ene podobe, ki jih vzbujaš, in se na ta način poveže s svetom, tvojim pesniškim svetom in hkrati zunanjim in notranjim. No, in ta zunanje in notranje se mi zdi tudi vodilo te tvoje zbirke, namreč razdeljena je na dve poglavji in v prvem imamo ozadje in v drugem, tako mogoče bomo nam potem tole ozadje, to je eno poglavje, in drugo, ki sta skoraj čisto enakovredna po številu pesmi, pa je figura. No, in tudi figura izgleda pa tako. Mislim, da nam bo potem tudi še zaslon delil, ampak gotovo ste že opazili, na kaj je izostreno. Pri ozadju je pomembno ozadje, pri figuri pa
tisti notranji odziv. Vsaj tako sem jaz imela občutek, a ne, da je ta figura zelo pomembna, naj si bo to človek ali rastlina ali žival ali nekaj, kar sploh nima jezika, s katerim bi govorilo, ampak mu ti posodiš to neko doživljanje, neko izreko skozi te pesmi in skozi fotografije. No, kako pa si se potem, no, o tem bosta seveda še več Ana pa Helena povedali o tem urejanju, ampak zanima me, kako je sploh prišlo do tega, da si se odločila za zbirko. Mi namreč smo vsak dan na pesem vsi deležni super stvari in to je, da vsak dan točno vemo, da ko bomo odprli pesem, si bo gotovo Mirjam Dular objavila en fotovers, da bomo našli eno pesem s fotografijo in tako včasih beremo, rečemo, najprej pesem preberemo, ne, ker nimamo te možnosti, da bi bila skupaj objavljena s fotografijo in si skušam zamisliti, kakšna bo danes fotografija. Včasih mi uspe, včasih pa popolnoma ne. In celo včasih sedaj tako berem, da najprej pogledam na komentar, kjer vidim fotografijo in grem potem prebrati pesem. Aha, ja, kaj je vprašanje, se pričujem, sem se... Ja, tudi jaz sem nekako tako čudno to speljala, ne, hotela sem te vprašati, kako je dozorela ta misel, da bi bila zdaj pa že, da bi bil zdaj čas že za zbirko, oziroma... Aha, ja. Ja, razumem. Torej, teh mojih fotoverzov je zelo veliko, no zdaj vidim, da ste že vsi opazili, da je vsak dan eden, še nekaj časa bodo vsak dan eden, potem pa ne več. In pravzaprav tudi tu je krivo naključje in pesem.si, kjer sem lani enkrat, če se prav spomnim, opazila razpis Lajrjeve hiše iz Kranja, ki ga je delila, mislim, da naša članica Ananda. In sicer natečaj za naravovarstveno pesem. In meni je bilo to najprej zelo nenavadno, da bi obstajale naravovarstvene pesmi, potem sem pomislila, imam jaz kakšno tako in sem ugotovila, da seveda jih imam kar nekaj, tako da sem z lahkoto kar izbrala iz obstoječih, jih poslala in predstavila ta svoj koncept fotoverzov, proti kateremu niso nič imeli, ta komisija, ki je spremljala pesmi. No in dejansko od tistih, ne vem, koliko sem jih poslala, 3, 4, 5, nekaj takšnega, so potem 2 uvrstili v zbornik Lajrjeve hiše, ki je izšel februarja ob Prešernovem prazniku in ima naslov Zadnja vaja. No in tako sem spoznala Ano Žunič, pa njene kolegice iz Lajrjeve hiše in če se prav spomnim, si mi že takrat rekla, če bi izdali tudi kakšno drugo zbirko in so rekli ja, načeloma ja. No in potem so se na to proti poletju enkrat ponovno spomnila in sem sicer mislila, da bom izdala najprej drugo zbirko kratke proze, ki je tudi že tam na 90% izgotovljena, no ampak potem, ker se je Jana zelo pozitivno odzvala, sem se za nekaj časa prestavila k poeziji in tako je potem nastala ta zbirka. Odlično. Se mi zdi, ne, tudi ta posluh založbe Lajrjeva hiša, da je izdala to lepo knjigo, ker konec koncev je za zbirko poezije kar, kako bi rekla, kar obširna. Seveda gre za to, da pač je samo na eni strani pesem, ne, pa na drugi je ta prostor za doživljanje bralca, kot jaz pravim. Zelo lepa knjiga, zelo jo priporočam. No, ampak preden greva na to vprašanje o urejanju in kako je potekala ta pot do te knjige, bi te prosila še za 2 pesmi, če nam jih predstaviš, da bomo malo to naravovarstvenost morda pokukali skupaj s tabo. Pa Gregor, tebe prosim za konec slikco. Ja, bom jaz začela brati, pa bo vmes se slika pojavila. Konec. Tega dne je zaspala vrana. Smrt nenadna, razlog neznan. Mlahavo zgrbljena na hladnih tleh, nožice zakrite, nerazvidne. Glava spodbita,
spodvita, nerazločljiva. Sestre vrane krakaje korakajo v krogih. Razburjene žebrajo. Nič. Druga za drugo odletijo. Pa bi kar še naprej še kačjega pastirja. Ja. Ja, Ana, nekom take žalostne pesmi si izbirala, pa imam občutek, da ne pišem tako žalostne pesmi na nek način. Namreč Kačji pastir je pesem, to je en kačji pastir, ki sem ga slikala enkrat, ko sem se s kolesom lani poleti peljala na Toško čelo in sem pač opazila na robu ceste na asfaltu tegale kačjega pastirja, sem se ustavila in ga hotela dati v travo, no tudi sem ga, ampak sem opazila, da je nekako poškodovan, ne, tule se vidi pri strani, kot bi en udarec dobil. Dejansko je bil, ni bila živalca bolj ali manj mrtva, tako ni več gibal, jaz sem ga potem odložila na en list v travi in mislim, da še isti večer se je potem tale pesem rodila. Kačji pastir. V očeh lebdijo neobstoječi tihomorski otoki. Po krilih inspirira vizija pariškega stolpa. V pedipalpih brezvoljnost priglaša smrt. Vsak umor se izteče prezgodaj, ostane udrtina, ostanejo rane. Hvala, Mirjam. Ja, ne vem, res je, jaz sem zakrivila ta izbor, ampak mislim, da bodo bralci ali pa tisti, ki poslušajo, deležni tudi še kakšne bolj svetle plati tvoje poezije. Vsekakor pa ne bomo izdali vsega, ker drugače, mislim, jih ne bo vleklo, da bi pogledali še v knjigo. Ampak jaz sem prepričana, da jih bo. No, zdaj skozi to tvojo fotoverzo dejansko imamo en tak sledilnik pesmi, kako ti prideš nekam, nekaj doživiš, fotografiraš in kako potem te to zaprede in preprede in potem nastane pesem. Super. Ja, zdaj pa bom res Ano Žunič morda najprej, pa potem Heleno Zemljič pobarala oziroma malo vprašala, ker me zanima, kako je potekalo pa urejanje te pesniške zbirke. Zdaj pravim, jaz vem, da Mirjam ima res to ogromno tega materiala, se pravi vsak dan ena fotografija, ena pesem. Morda, ker Ana bi tebe vprašala, kako sta se lotili tega urejanja tega materiala in kaj sta ob tem spoznali? Lep pozdrav. Meni je Mirjam v začetku poslala zelo veliko količino pesmi oziroma veliko količino fotoverzov in potem sem se jaz tega lotila na malo tak kaotičen način. Jaz sem naredila neko ogromno razpredelnico s pesmimi, ki so mi bile všeč, pa potem s tistimi, ki so mi bile manj všeč, pa s tistimi, ki bi jih pogojno vnesla in potem sem vse to, se mi zdi malo zmedeno, poslala Heleni, še njej v pregled in v bistvu je potem Helena, tako se mi zdi, da sva se kar strinjali, no, glede pesmi, katere ja, katere ne, ampak je pa v bistvu Helena Zemljič potem dala res to še dodatno potrditev. Ona je potem za vse pesmi napisala zelo take podrobne komentarje. Tudi v začetku smo bili dogovorjeni, mislim, da je ravno zaradi tega Mirjam tudi želela naju obe. Torej, jaz sem sociologinja, Helena pa filozofinja, da bi v bistvu jaz imela fokus malo bolj potem na družbeno-kritičnih pa ekokritičnih pesmih, Helena pa na filozofskih, intimnih in tako naprej, tako da jaz mislim, da so se zelo dobro uskladili, da sva potem dobro povezali zadevi, ampak ja, je bilo pa veliko branja, pa potem vnovičnega branja, pa še enkrat branja, tako da sva potem uspeli izluščiti. Mogoče še Helena kaj pove? Ja,
Kar povej, Helena, ampak še to bi super, ta vajna spremna beseda mi je strašno všeč, ker gre za eno tako tudi dvojnost vidita in v pesmih, a ne, in tudi v bistvu v tem, kako vidve gledata na to zbirko in kako sta napisali to spremno besedo, se mi zdi ta dvojnost v smislu povezanosti zelo fajn narejena. Helena, izvoli. Kar še isto vprašanje kot Ana, pa še malo razširi. Ja, no, v bistvu najprej komentar na Ano, ni bilo tako zmedeno. Tista razpredelnica je bila super. Ja, tudi to pač na začetku je bilo kar meni zelo težko, ker je Mirjam ima res ogromno materiala. In v bistvu bi lahko izbrala tudi mogoče kakšne druge pesmi in bi pač zbirka drugače bila sestavljena, ni nujno, da bi bila potem kar slabša. Ja, glede spremne besede, to je bilo pa zelo zanimivo, ker tudi spremna beseda sama je dvojna. Pač ne samo, da govori o dvojnosti, ampak tudi mi smo bile dve in že tako je težko pisati spremno besedo. Mi pa smo še morali jo skupaj napisati in no, mislim, da ta del bil kar najtežja preizkušnja za mene, zato ker sva se v bistvu strinjali glede pesmi, glede na to, kako naj bo zbirka sestavljena, in Mirjam je potem res odlično naredila s to razdelitvijo. Ampak v bistvu, kako pa vidiva pesmi in kako vidiva zbirko, pa je bilo kar precej drugače, oziroma če ne drugače, je bil pač stil pisanja različen. In me zelo veseli, če smo potem to sestavili v neko berljivo celoto, ki pove pač največ v zbirki, kar pač lahko poveva. Ja, jaz sem se spraševala, kako sta to pisali, ker zgleda, kot bi pač bil neko enotno besedilo. Zelo mi je všeč, ko se res podaja iz tega družbenega v intimno in tudi tiste citate, recimo, ki ste jih navedli oziroma tudi obravnavali ali pa sopostavljali, so zelo dobro in posrečeno napisani, no, tako da čestitke. Hvala. Tudi vama. Meni se zdi, da imate vidve za Mirjam eno presenečenje, en dialog. A bi šlo to zdaj mogoče? Eno pesem bosta namreč Helena in Ana prebrali iz Stikanj, pa mogoče bi bila ena slikca tukaj super. Gregor, če bi nam jo dal. Talk to her. Okay. Talk to her. Joj, da ne padeš z zidu. Zdržujem naravo bršljana. Zakaj popiješ 4 kave na dan? Koncentracija, koncentracija. Lep glas imaš. Rada deklamiram pesmi o sreči. Kje si že rekla, da delaš? Zatohlost so shranili v cerkve, zato pomlad tako diši. Vreme je pa danes čudovito. Bliža se neurje s pandemijo. V prejšnjem življenju sem bila luskavec. Ja, odlično. Hvala. Res lepo, super. Zdaj, če lahko, Ana, še nekaj povem. Ja, izvoli. Urednici so bili res fantastični. To je bila tudi moja prva izkušnja in jaz nisem mogla verjeti, kako ste se res poglobili. Našli ste stvari, ki jih sploh nisem vedela, da so v teh pesmih. Res neverjetno. Ogromno ste me naučili tudi o zvrsteh poezije, tako da vama res najlepša hvala obema. Ja, to je pa res lepo slišati, da ena poezija toliko ljudi skupaj nekako stakne. Seveda, zato pa so stikanja. Kaj pa naslov knjige? Mirjam, to si ti se odločila, da bodo stikanja? Ja, tudi pri tem imate urednici zelo veliko vlogo, čeprav boste rekli, da ne. Nekako smo se začeli pogovarjati, kaj bo pa naslov. Najprej ste mislili, da imam jaz tako že pripravljenega, ampak tudi sama sem bila med sabo presenečena, nisem imela pripravljenega.
Potem ste dali nekaj sugestij in sem jaz pripravila nekaj konkretnih predlogov, pa jima niso bili všeč. Potem smo nekako prišli do stekanj, ampak stekanja se mi zdelo tako večkrat preveč vsakdanje. In potem mi je enkrat tako kliknilo, kaj pa stikanja, sem jima nemudoma sporočila in obe sta bili navdušeni. Odlično. No in zdaj imaš tudi pesniško zbirko. 2018 smo rekli, je izšla tvoja zbirka kratkih zgodb Milina pogovora. Ne smemo pozabiti tudi na to, da si bila 2019 v bistvu finalistka državnega srečanja, se pravi na JSKD razpisu za odrasle literate. In to je bilo v Zavetju besede in tam si zmagala, ali kako bi rekla, se uvrstila v finale s kratko zgodbo Bolniški brat. Objavljaš tudi na Vrabcu anarhistu, na Mediumu. Zdaj me pa zanima, že prej si nekaj omenjala, da si imela več načrtov v bistvu s kratko prozo, ampak kako se ti to razmerje med poezijo, prozo, kdaj ustvarjaš eno, kdaj drugo? A zdaj, ko vsak dan ustvarjaš fotoverze, potem ne pišeš proze, ali je to, na kakšen način se to pri tebi menjuje, preklaplja? Ja, zdaj poštevati je treba, da sem v službi, takšni običajni, 8-urni, tako da vseeno je vsak dan prekratek in poskušam kombinirati oboje. Je pa res, da v zadnjem času nekako v proznem delu, od poletja recimo, mi nekako ne naredim zelo veliko, ampak imam pač to drugo zbirko bolj ali manj pripravljeno, teh 18 kratkih zgodb, in bi bilo treba samo še eno tako res finalno branje, pa potem najti kakšnega urednika. No, tako da, ja, če pa ne bi bilo te redne dnevne obveznosti, da bi imela ves čas na svetu za pisanje, se veš, Ana, to je ta naša velika želja. Potem pa mislim, da bi si čisto lepo razporedila del dneva proza, del dneva poezija, ali pa določeni dnevi. Ja, veš, pa smo tudi brali kakšne romane, v katerih potem zgubiš navdih, lahko. Ne, nočem nič strašiti, ampak jaz bi zdaj tebi izvala, da bi nam ti prebrala pa eno pesem, ki se je pa tebe zelo dotaknila in ni tvoja. Pa ne vem, si jo našla mogoče v knjigi, ali te spremlja že vse življenje, ali pa te je zadnje čase navdušila. Ja, ko si mi omenila, da ne nekaj takšnega najdem, to normalno, da sem to vnaprej našla, mislim, da drugače ne bi mogla zdaj preleči. Sem najprej premišljevala o Tomažu Šalamonu in o Srečku Kosovelu, ki sta moja najljubša slovenska pesnika. Zdaj sem presenetljivo veliko za naravoslovca poezije, in ogromen del teh polic. Tudi veliko zbirk angleščini, pa angleščine ravno ne bi brala tako na glas. Sem se pa spomnila, takoj ko sem izučila Šalamona, Kosovela pa angleške, sem si rekla Tatjana Soldo. Ne vem, če poznate to pesnico. Tatjana Soldo, Posvetitve je naslov pesniške zbirke, ki jo je zbral, kakor vidim v spremni besedi, Zdravko Duša, potem, ko je Tatjana Soldo bila že pokojna. In jaz sem pesniške zbirke v največji meri kupovala nekako v študentskih časih. Sem imela redne pohode po knjigarnah po Ljubljani in sem pesniške zbirke vedno kupovala tako, da sem jo vzela v roke, pogledala in ponovadi po par verzih ali pa po 2 pesmih sem vedela, ali je to, kar mi leži ali pa ne. No in to Tatjano Soldo sem tudi na tak način kupila in potem, ko sem jo brala, sem videla, da je pri starosti 30 let odšla z tega sveta. Zato je potem Zdravko Duša to naredil po njeni smrti. In te pesmi so me zelo nekako ganile že takrat, nisem jih potem več brala v naslednjih letih, se pa še dobro spomnim. In ko sem včeraj listala knjigo, da bi izbrala tisto, ki bi jo prebrala, sem imela malo težav, tako da sta 2 prišli v ožji izbor in eno od teh bom zdaj prebrala. To je pesem, ki je brez naslova in gre takole. Vsakdo je potovalec sveta. Spominjam se,
kako sem dolbla altamirske jame. Spominjam se vašega zemljenega mesa, ogenj, medena srca vetra v skalah Bahe Kalifornije, nad žitom sklonjeni kmetje, Federico, prijatelji, ki so mahali v slovo, indijski brahmani, Omar Khayyam, vse je enako. Vse je različno enako, ravno tako. Hvala, Mirjam. Mislim, da bomo zdaj tudi mi poiskali, imamo eno domačo bralno nalogo. Hvala ti za to pesem. No, in ker smo sicer mi imeli vedno v virtualnih večerih take rubrike, a ne, zdaj to je bila recimo moja naj ali pa moja naj pesem. Drugi je bil pa abecedarij, pa ga zdaj letos oziroma na ta način preko video povezav ne bomo izpeljali, ampak bomo pa naredili mogoče nekaj drugega. Še prej bi pa vprašala Ano pa Heleno, če sta pripravljeni na ta drugi izziv, oziroma če bi želeli še kaj vprašati ali pa povedati o stikanjih. Ana. Ne, lahko gremo kar brati pesmi, samo to, da mi je bilo res v veselje, da mi je bilo v veselje sodelovati tako s Heleno, kot tudi z Mirjam, tako da sem tudi jaz zelo vesela, da smo izdali to zbirko. In to je to iz moje strani. Ja, mogoče bova potem na koncu še povedali, oziroma pač ti ali pa tudi Mirjam, a ne, kje knjigo lahko dobimo oziroma jo kupimo, na kakšen način lahko pridemo do nje. Bomo potem na koncu, prav, da si bomo potem vsi zapomnili. Helena, ti tudi? Boš še kaj povedala? Ali smo že pripravljene na naš mini recitalček? Jaz mislim, da sem kar pripravljena, bi pa se strinjala z Ano, da je bilo res super sodelovati. In da sem vesela, da smo naredile tako dobro knjigo. Super. No, in zdaj naš mini recital. Mirjam Dular, Stikanja. Morda bo pa to malo manj črno, pa malo bolj srčkasto. Upam. Kar začnem? Lahko, ja. Ja, torej pesem, ki si jo spet ti določila, da jo preberem. Sem se sicer upirala, pa se nisi dala, ker je to pesem, v katero se mi zdi, da jo je težko brati, pa tudi ne vidim jo čisto najbolj kot svojo tipično pesem, ampak se ji nisem mogla ubraniti, se je kar spisala. Gre pa za to, da sem na poštnem nabiralniku, mimo katerega vsako jutro hodim v službo, oziroma sem hodila, dokler ni bilo dela od doma, se je lepega dne pojavila tale nalepka, ki mi je bila strašansko simpatična in seveda sem morala takoj slikati. Ne vem dobro, kdaj je to bilo, ampak sem se relativno kmalu spomnila, da bo enkrat prišlo Valentinovo, tako da sem to fotografijo hranila za Valentinovo in sem vedela, kakšna bo tema, nisem pa vedela, kakšna bo pesem. No, in nastala je takole. Love Letters. Mimogrede, jaz pa marsikje pri pesmih tudi kakšno zvezdico, pa potem spodaj povezavo, link. In na tej zvezdici, na tej povezavi je pesem Love Letters za Preslija. Torej, Love Letters. Sporoči ji, da jo ljubiš. Reci ji, na primer, rad te imam. Če je v slovenščini ljubiti res neizgovorljiva, čuden sram vzbujajoča beseda, primerna le za pisanje ali visoko literaturo in filme. Vzemi iz predala orumenelo kuverto, selotejp. List iztrgaj iz reklamnega bloka in napiši 10 sekund, ljubim te. Prepogni list, vtakni ga v kuverto, zalepi. Skupaj do 1 minuta. Magari na skrivaj skočiš do nabiralnika za vogalom, si belo izmisliš opravek. Ne spreglej, kdaj ga praznijo. Že po jutrišnjem se ženijo ptički, morda nemudoma dodaš reminder v e-koledar. Vedela bo, da veš, da ve. Promenada.
They always come in pairs. Ura in barometer, klop in kandelaber, leva in desna roka, ženska in moški, ženska in ženska, moški in moški, moški in ženska. Vseh porekel, starosti, barv, vonjev, vse lečejo v parih, obupno, desperately, iščoč odvzeto, ujemajočo polovico. They always come in pairs, continued. Hand in hand, the two of us. Deček in deklica odideta na dolgo pot. Dolgo čakata na zeleno luč, da se poženeta v dolgo, dolgo podganjo dirko. Ko se končno ustavita, sta priletna in kožnata. No, tukaj bi morala biti že druga fotografija. Pa jo bomo mogoče kasneje pokazali. In še izvori vračanja. Ko prideš nazaj, se boš oblekel v mojo slečeno kožo in iz nje ljubkoval sladoledne vrtince. Ko prideš nazaj, bo na mizi sveže pečeni kruh in maslo z vonjem španskega bezga. Ko prideš nazaj, bo vsaka molekula kave drhtela v prispodobi etimologije. Ja, Ana, če ti lahko povem, zelo zanimivo. Tam, kjer si hotela reči vrtnice, pa so vrtinci, tudi jaz sama vedno hočem reči vrtnice. Hvala ti. Pa sem tako trenirala. Vidiš, vrivajo se te vrtnice v ta naš ljubeči, skoraj ljubezenski cikel. Ena fotografija nam je všla, ampak nič hudega. Priporočam, da si to vse preberete, pogledate v tej čudoviti knjigi. Moram še zadnja stran, mene je zadnja stran tako všeč. Taka barva in ta roža. Ja, to je ideja naše super oblikovalke, Polona Zaletelj, ki je res lepo naredila to knjigo. Se pravi, detajl od kostanjevega cveta. Odlično. Medtem, ko nam boš ti še kaj povedala, bi pa jaz te prisotne, ki nas poslušajo, vprašala oziroma bi jih povabila, da če jih kaj zanima, da bi vprašali Mirjam Dular ali pa urednici Ano Žunič, Heleno Zemljič v zvezi s tikanji. Drugače bi pa, medtem ko čakamo na to, da se kdo pogumi za kakšno vprašanje, bi pa morda res povedali, kje se da to knjigo in kako naročiti, dobiti. Ja, knjigo se da dobiti ali pri Lajrjevi založbi v Kranju, ali pa pri meni na moji spletni strani je tudi navedeno. Ja, mogoče bi še to povedali, da imaš ti pravzaprav vzorno spletno stran, tam dejansko sem jaz črpala pravzaprav vse vedenje o tem, kaj počneš. Zelo fajn, tako razdeljeno, se pravi, ničesar ni preveč, nič ne manjka, imaš tako strokovno plat predstavljeno, oziroma te pelje na kakšno, poglejte, to je tak vstop na njeno spletno mesto, 3 ptice, kot imamo danes Mirjam in Ano in Heleno. Tudi one se stikajo med seboj in nebom. No, skratka, in tukaj izvemo pač veliko o tvojem delu, predvsem seveda o pisanju. In tudi tukaj vidimo, da se da naročiti, knjigo in jo potem iz Lajrjeve hiše v Kranju pošljejo na dom in jo že imate pri sebi in jo lahko od blizu gledate, se navdušujete nad temi fotografijami in pesmimi, skratka nad fotoverzi. Ja, nihče nič ne vpraša, pa bi mogoče mi počasi zaključili to naše srečanje. Seveda bi prosila, Mirjam, tebe še za eno zaključno pesem.
potem pa, da se še malo poslovimo, pa še kaj poveste, česar se jaz nisem spomnila, ali pa sem spregledala, ali pa kar bi želeli deliti z našimi gledalci pa poslušalci. Ja, ta zadnja pesem ima naslov Reka in gre takole. 300 ni niti na pol poti do 1001. Besede so konzumirane, zgodbe počrpane. Pišem pesem brez besed, pišem jo s spolom in z duhom, pišem o romantizirani davnini, o utopični prihodnosti, o nedolžnosti bilk in o pretresenosti src, ki jih avtobusi vozijo v neznano. Z obče razumljivimi kretnjami kažem brezčasno pantomimo, kajti sporočilo pesmi je občutek, ki so mu besede kvečjemu odveč. Pišem, da se zližejo jeziki. To je tako lepa poetološka pesem. Jaz se tako najdem v tem, ali pa mogoče vsak, ki piše. Super. Ja, to so me tudi moji urednici naučili, da je to poetološka pesem. Nisem vedela prej. Dobro, zdaj bi pa res prosila Ano Žunič pa Heleno, da kot dobri vili ali pa urednici ali pa rojenici ali kaj bi še temu rekla, kaj povesta v prid temu, da se mi zdaj vsi zapodimo v nakup stikanj, ker brez tega ne moremo živeti v teh hudih časih. Ana Žunič, kaj bi povedala še za slovo od današnjega večera, pa za pot do stikanj? Hvala, ker si bila z nami in ker si vse to predihala in predelala. Seveda. Stikanja morda zato, ker je res nek izvrsten mozaik pesniških tematik, v bistvu nekih življenjskih vprašanj, ljubezenske teme, intimne, poetološke, kot smo videli, tudi meni zelo ljube družbene kritike in ekokritike, filozofske poezije, se pravi res, mislim, da si vsaka bralka ali pa bralec lahko najde nekaj zase. Zbirka je čudovita in pa zdi se mi zelo lepa kvaliteta Mirjam Dular, da zna mogoče v krajših pesmih tako veliko povedati. Torej, da niso potrebne dolge in razvlečene pesmi in to se mi zdi res super. Mogoče za zjutraj, takoj, ko se zbudiš ob kavi, je pesem iz stikanj in to je to. Hvala. Hvala, Ana. Helena? Mogoče bi dodala še ta fotografski vidik te poezije, ki je res nekaj novega pri nas, saj ja še nisem zasledila nobene take zbirke in bi si jih želela še več. Sem pa zelo vesela, da se je Mirjam v bistvu pridružila pesem Si in sem jo na tak način lahko spoznala in da še vedno lahko berem njene pesmi in verjamem, da bo še nastalo kar nekaj zbirk, ker mislim, da 1001 pesmi še nismo še do 1001, mislim, da. Super, hvala. Mirjam? Ja, danes, potem, ko končamo, me čaka še objava 510. pesmi danes. Drugače pa, jaz bi se res zahvalila Ani in Heleni, ker sta bili fantastični. In še nekaj, kar mi je strašansko všeč. Mi smo različna generacija, ne, se pravi jaz pa oni dve. Oni dve sta bistveno bližje mojim otrokom kot pa meni. In mi je to res strašansko všeč, da so jim kljub tej generacijski razliki všeč moje pesmi. Včasih, recimo, zdaj sem spet brala Čehova, te nove novele, ki jih je Beletrina izdala. Meni je Čehov neverjetno všeč, čeprav je tako star, ne, v narekovajih. Se mi zdi, da nekatera sporočila so večna in je pravzaprav vseeno, kdaj so bila napisana.
Tako da res, Ana, Helena, super ste bili in upam, da naredimo še kakšno zbirko fotoverzov skupaj. Najlepša hvala, Mirjam Dular, tebi, ker si delila z nami pogled v svojo prvenko, v fotoverze, stikanja, Ana Žunič, Helena Zemljič, ker sta razkrili, kako je potekalo urejanje te čudovite zbirke, in vsem vam, ki ste bili z nami, ki ste sledili našemu temu večeru, ki se je malo nesrečno začel s tehničnimi težavami, ampak vseeno smo ga izpeljali do konca, ker verjamemo v ta stikanja in verjamemo v brezčasnost poezije in tudi njenih bralcev in ustvarjalcev. Tako da najlepša hvala vsem, da ste bili z nami in se vidimo v kakšnem naslednjem virtualnem večeru. Pa še nekaj, Ana, oprosti, moramo povedati. Če ne bi bilo pesmi.si, po moje tudi te zbirke ne bi bilo. Tako da res hvala tebi in drugim urednicam za vse super komentarje. Hvala in na tem mestu se poslavljamo. Lahko noč. Lahko noč.